Opazovali smo zimske obiskovalce Sečoveljskih solin. Kakšna je nova shema cepljenja psov proti steklini? Tudi kapibare obvladajo agility. Pozdravljeni v oddaji o živalih in ljudeh. Letošnja zima velja za zelo nenavadno, zelo toplo. Vse to vpliva tudi na naravo in življenje v njej. Mi smo se v začetku današnje oddaje povabili k naravovarstveniku, opazovalcu narave, fotografu, še bi lahko naštevali gospodu Ivanu Jesenku. Pozdravljeni. Lep pozdrav, veseli, da se spet vidimo. Kaj vi opažate? Kako te temperature vplivajo na življenje, ki ga opazujete tukaj? V bistvu je tako, kot ste dejala, toplo je. Najboljši indikator tega je ptičja krmilnica. Vržeš nekaj hrane noter in opazuješ, a bo kaj priletelo ali ne bo. No, jaz sem to storil že pred mesecem in pol in tisti kilogram sončničnega semena, ki sem ga vrgel v ptičjo krmilnico, je še vedno skoraj v celoti tam. Se pravi, kaj to pomeni? Hrane je v naravi dovolj. Veliko je. Lanska jesen je bila pa silno radodarna z žirom, želodom, nekoliko manj s pravim kostanjem in obrodile so vse drevesnice, ki imajo za živali zanimivo kot hrana, zanimivo seme, to je gaber, črni gaber, javor, jesen. Torej, ptice nimajo razloga, da bi obiskovale ptičjo krmilnico, kajti to je tudi eden od dokazov, da dajo ptice vedno prednost naravnim virom hrane, ne pa tisti, ki jo mi ponujamo. Tista je potem hrana, ki jo mi ponudimo, je potem aktualna, ki je dejansko hrana v naravi težko dosegljiva. To se pravi, zdaj smo v tej fazi, tudi ko opažamo pospešeno dejavnost ptic, samo to nas ne zavaja. Danes namreč sem opazoval okrog 50 ptičjih gnezdilnic okrog naše hiše, imaš kaj za videti, če znaš opazovati seveda, da so se z njimi ukvarjale, se pravi obiskovale, so jih zelo intenzivno ptice duplarice, od velikih sinic, poljskih vrabcev, meniščki, plavček in druge vrste. Tudi brgles, ki ima že eno in isto gnezdilnico, 4. leto v rabi, je pač svojo, sem opazil, obiskoval. Neka lažna pomlad se je pojavila, zlasti, če gledamo cvetoče rastline, kot so zvončki, trobentice, potem kovačnik je vzbrstel na vrtu in še kakšno rastlinico bi najdel, ki je pokazala spomladansko navdušenje nad življenjem. To nas ne zavede, niti ni kakšne posebne škode, kajti prvi sneg, prvi mraz bo vse to ustavil. In menim, da brez škode, brez vsake škode, kajti pticam dirigira njihov bioritem, njihove razmnoževalne navade, dolžina dneva. To je vse vezano na spolni hormon in toplota jih ne bo zavedla. Toplota jim samo olajša delo, zmanjša kilometrino v dnevnem iskanju hrane, to je pa tudi vse. Drugo, morda malce bolj zaskrbljujoče so čebele. Danes jih zopet opazujem, so izletavale, mislim, da zdaj še posamezne izletavajo in 5-6 čebelic vmes sem videl, ki so imele na nogah celo obnožino, se pravi cvetni prah. To pa ni fino, to ni dobro. V bistvu v tem času bi bili za čebele dobrodošli samo posamezni izletni dnevi, ki bi se živali očistile, se pravi, da se grejo iztrebati, ne pa, da se vleče ta dolgotrajno toplo vreme, celo sončni dnevi so vmes in te cvetoče rastlince, ki res v bistvu upam, da je to samo ugibanje. Upanje nisem dregel, malo sem prisluhnil od zadaj, zgoraj pač in to je bilo pa tudi vse. Zdaj, če se je pojavila v panjih zalega, se pojavi s tem tudi jasno posledično dejavnost čebel. Čebele hranijo zalego, kakor imajo one v obtoku hrano, ki jo izbljuvajo potem tudi svojim mladicam, se pravi žerkam, ličinkam v celicah, se hrane tudi deležne same, s tem se pojavi povečana potreba po iztrebljanju, če zunaj minus, to ne gre, se pravi, da mi čebelari pa vemo, da je iztrebljanje v panju
pač patološko, ne glede ali temu vzrokuje zdaj to, kar sem rekel, da ne morejo ven zaradi mraza, zaradi porajajoče se zalege, ampak tudi, lahko je tudi patogeno, mislim, zaradi bolezni, nosemavost, se pravi griža, čebel, to so druge stvari. No, tako da ne bomo črnogledi, ne smemo govoriti o nesreči, preden sploh pride, bodimo veseli in pač, če drugega ne smo privarčevali nekaj na kurjavi, če tako po človeško razmišljamo. No, tudi v nadaljevanju oddaje se bomo preselili malo topleje v Sloveniji, v Primorje. Obiskali so ga namreč ptičji plamenci. Plamenec, tudi flamingo, je še pred desetletjem in več bil v Sloveniji prava redka prikazen. Danes je to precej drugače. Smo v Sečoveljskih solinah, kjer smo to prikazen ogledali tudi v živo. Z mano je Iztok Škornik, strokovni sodelavec v Kaninskem parku Sečoveljske soline, ki nam bo povedal kaj več. Iztok, kako je danes tukaj z plamencem? Ja, plamenec se je v Sečoveljskih solinah prvič pojavil pred 9 leti, se pravi leta 2005. Ko smo opazovali sicer izredno zanimiv osebek, šlo je za mladostni osebek, ki je imel plastični obroček s kodo, tako da smo potem lahko tudi pridobili podatek, od kod je prišel, bil je iz Turčije. Drugače so pa plamenci zadnja leta redno, tako v času preleta pri nas, kot tudi v zimskem času, tako kot zdaj, kajti število se je močno povečalo v Italiji, kjer gnezdijo. Tako da ni slučaj, da prihajajo čedalje bolj pogosto tudi k nam. Omenili si sicer iz Turčije, ampak verjetno so ti, ki se zdaj zadnja leta, pa tile zadaj za nama, verjetno bliže, verjetno ti italijanski, ko si omenil, da tukaj gnezdijo. Tako, imamo tudi nekaj opazovanj italijanskih plamencov, se pravi, ki so bili obročkani z italijanskimi obročki, in velika večina jih je najverjetneje iz predela ob izlivu reke Pat, kjer gnezdi večje število teh ptic. V zimskem času so zelo pogosti tudi v Beneških lagunah, nekaj tisoč jih je tam. Ta trenutek, zakaj imamo toliko plamencev v Sečoveljskih solinah, pa je verjetno tudi ni izjema, kajti neposredno v bližini Sečoveljskih solin, nedaleč stran v lagunah v Gradežu, prizimuje ta trenutek nekaj več kot 400 teh ptic. Tudi verjetno samo okolje, samo življenjski prostor, plitve vode so tisti, ki jih tudi privabljajo, ker vemo, recimo, drugje recimo jih ne vidimo, so ravno tukaj, v solinah. No, plamenec seveda poleg miru potrebuje tudi primerno prehranjevališče, se pravi bazene, plitve bazene, v katerih lahko brodi in v katerih se lahko prehranjuje z njim primerno hrano. Najverjetneje velika večina gledalcev ne ve, zakaj so plamenci tako rožnate barve, ko odrastejo. Gre predvsem za to, da se obarvajo zaradi hrane, s katero se hranijo, predvsem z solinskimi rakci, ki vsebujejo veliko teh karotenov barvil, in seveda to se potem nekako prenese v perje plamenca. Sicer se pa prehranjujejo tudi z drugimi organizmi, v tem času seveda solinskih rakcev ni, se pa prehranjujejo z drugimi rakci, ki so trenutno na dnu bazenov. Se pravi, lahko verjetno v bodoče pričakujemo še več plamencev, če je vrsta v neki ekspanziji, se pravi, se širi, tako da recimo obiskovalci solin bodo verjetno se pogosteje srečevali z plamencem. Ja, verjetno ne gre izključiti tega, kajti pred
9 leti je bil tu en osebe, kasneje sta prišla 2, pa kasneje po 1, 2, 3. Zdaj imamo že skoraj cel mesec večje število teh ptic. Seveda, plamenci se širijo, njihovo število narašča v Italiji in slej ko prej. Si seveda želimo in upamo, da bi postal tudi gnezdilec v Sloveniji. Vrsta je zelo zanimiva, zelo taka prepoznavna, posebej tisto v leto, ko praktično, če nismo pozorni, ne vidimo, kje ima vrat, pa kje ima noge. Ja, vrsta je vsekakor zanimiva, predvsem za obiskovalce oziroma za ljubitelje narave, kajti vsi, ki imajo to vrsto, pravijo, da velika večina obiskovalcev prihaja ravno zaradi plamencev na ogled teh zavarovanih območij. Upamo, da bo tako tudi v Solinah. Konec leta 2013 je začel veljati nov pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline. Najprej treba zelo jasno povedati, da v letošnjem letu, torej letu 2014, se režim cepljenja ne spreminja. Torej vsi psi morajo letos biti cepljeni, ne glede na to, koliko so stari in kolikokrat so že bili v preteklosti cepljeni. Potem pa v naslednjem letu bojo pa lahko tisti psi, ki bojo do leta 2015 že imeli za sabo 3 zapovrstna cepljenja, lahko cepljeni z cepivom, ki ustvarja imunost več kot 1 leto, 2 ali 3 leta. Medtem ko mladi psi morajo biti cepljeni 3 leta zapovrstjo, potem bojo pa lahko cepljeni z cepivom, ki, smo rekli, ustvarja imunost več kot 1 leto. Tako da še enkrat, letos lepo prosim, da vsi lastniki psov pripeljejo svoje pse cepiti, ne glede na njihovo starost, potem pa jim bo njihov veterinar tudi povedal, kdaj je naslednje cepljenje, to bo vpisal tudi v knjižico. Poleg tega pa bomo letos vsem lastnikom psov, ne glede na njihovo starost in tudi ne glede na to, kdaj so nazadnje dali svojega psa cepiti, poslali domov obvestila, v katerih jih bomo pozvali, naj dajo ponovno psa cepiti, jih bomo seznanili s tem novim režimom cepljenja in jih bomo pozvali tudi, če psa nimajo, naj ga pridejo odjaviti, če ga niso. S tem bomo ažurirali register psov, ki v tem trenutku ni tako ažuriran, da bi bili lahko z njim zadovoljni. Vsa veterinarska stroka si je edina, da moramo najprej doseči pri psih dovolj visoko imunost. In to pomeni, da ne zadostuje 1- ali pa 2-kratno cepljenje, to je pokazala tudi raziskava in ta raziskava je bila primerjana tudi z raziskavami drugod po svetu, torej, da je potrebno doseči dovolj visoko imunost, ki jo ustvari pasje telo po 3 cepljenjih, po 3 letih tudi cepljenja, potem pa je treba to imunost vzdrževati. Namreč treba je vendarle se zavedati, da ne glede na to, da smo evropska država, se v naši državi žal še pojavlja steklina oziroma se je v lanskem letu pojavila pri lisici. Po drugi strani smo pravzaprav na Balkanu oziroma mejimo na Balkan in tam je steklina prisotna tako pri divjih kot pri domačih živalih. Kjer živali in bolezni ne poznajo meja, je potrebno počakati, da izkoreninijo to bolezen tudi nižje, se pravi v sosednjih državah, kar se zdaj zelo trudijo, kajti recimo Hrvati že nekaj let cepijo lisice proti steklini. In ko bo pravzaprav epizotološka situacija
tudi na Balkanu še boljša, kot je zdaj. Bomo pa lahko razmišljali, tako kot so to zdaj že eni razmišljali, da bi bilo cepljenje psov prepuščeno pravzaprav odločitvi lastnika, da ne bi bilo obvezno. V tem trenutku absolutno podpiram slovensko stroko. Cepljenje psov je obvezno, ne zaradi tega, da bi bil to administrativni ukrep, ampak zaradi tega, ker z tem varujemo življenje in zdravje ljudi in živali. V oddaji o živalih in ljudeh tu in tam spoznamo zelo nadarjene živali. Danes smo obiskali ljubljanski živalski vrt, spoznali pa bomo kapibaro. Irena, katera kapibara je to? To je Stinky, mlad samec, pomladi bo dopolnil 3 leta. Smo ga pa, njegova mama ni skrbela za njega in je bil prvi mladič po dolgem času, kar so imeli kapibare, in zato smo ga, naši skrbniki so ga hranili in spravili zgor, kakor se reče, zato je prav poseben in se malo več ukvarjamo z njim. Tudi sicer ni v družbi kapibar. Žal ne, ker ga te kapibare niso več sprejele, zato smo ga dali v ogrado alpak in naredili tudi poseben bazenček, saj v poletnem času ima predvsem rad vodo in sedaj ima družbo, ne sicer kapibar, ampak alpak. Rekli smo, da je nekaj posebnega, da je nadarjen. Kaj pa zna? Jaz mislim, da so vse živali nadarjene, ampak z njo smo se malo več ukvarjali in zna delati agility. Podobno kot kužki, samo psi delajo to precej hitro, naša kapibara pa to počasi. Na kakšen način ga je oskrbnik naučil tega, kar zna? Ja, predvsem gre za zaupanje med oskrbnikom in kapibaro, imata izredno dober odnos. Uporabljal je pa klikar metodo in ga počasi navadil teh veščin agilityja. Seveda pri tem izkorišča naravno vedenje kapibar, kar kapibare jasno lahko naredijo in je genetsko pogojeno. To lahko potem pokaže tudi na tem agilityju. Koliko časa sta morala vaditi, pa koliko rednega dela je potrebno za to, da ohranja to znanje? Ja, praktično sta vadila vsak dan, ker mislim več kot pol leta in zdaj še dodajata kakšne elemente v ta prikaz. Kako se kapibara odziva? Verjetno je kar vesel, da se nekdo ukvarja z njim. Ja, vsekakor, ker potrebuje družbo, to mu popestri dan, zato je tudi kapibara zadovoljna in rada sodeluje. So pa kapibare največji glodavci in ljudje imajo do glodavcev predsodke in si tudi predstavljamo, da niso izredno pametni. Tukaj se pa tudi motimo. Se pravi, ima določeno inteligenco in tudi to pokaže na tem treningu.
Kakšne živali so sicer kapibare? Rekli ste že, da so največji glodavci. Odkot izvirajo, kako veliki so? Razširjeni so iz Južne Amerike in lahko dosežejo recimo samci do 70 kg telesne teže. Prehranjujejo se predvsem z rastlinjem in tudi z vodnim rastlinjem in tudi bežijo pred nevarnostjo v vodo. Zato so na nek način malo podobni bobrom. Vse slušne, recimo oči, nos, slušne odprtine imajo na vrhu glave, tako da ko plavajo v vodi, lahko opazujejo okolico in tudi morebitne plenilce ali pa če je že nevarnost prešla. Vse to, kar znate, lahko vidijo tudi obiskovalci živalskega vrta, ali je zaenkrat to še zelo intimno in skrivnostno? Ja, zaenkrat to še ni na programu, tako da vidijo samo lahko treninge, naključni obiskovalci, ki se takrat znajdejo pri nas. Razmišljamo pa o tem, da bi dali to prav na program, kjer bi si lahko obiskovalci to tudi ogledali. Še enkrat pa je to dokaz, da ljudje inteligence, sposobnosti učenja živali ne smemo podcenjevati. Točno tako. Jaz vedno pravim, nismo tako zelo različni. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vas tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši okolici. Ja, namen te akcije je v bistvu po eni strani malo pozornost usmeriti na ptice, na naravo, ki nas obdaja, tudi v naseljih. Po drugi strani bi pa radi ugotovili, kaj se dogaja s pticami v naši okolici, a se njihovo število povečuje, zmanjšuje, ker te spremembe so tudi en znak, kaj se dogaja z našim okoljem. Prva leta so bila bolj pilotna, ampak zdaj počasi se bo pa že dalo tudi kakšne podatke izluščiti. Recimo zadnja leta sicer se pokaže, da so najbolj številne vrste so domači vrabci, najpogostejše, največkrat opažene velike sinice, ampak po mnogih letih se bo pa dalo videti tudi, če so kakšne spremembe. Tujini to že spremljajo precej dlje časa in tudi bolj množično kot pri nas. In tam se je recimo pokazalo, da take vrste, kot je pri nas domači vrabec, povsod pogosta ptica, je tam že postal zelo ogrožen, zelo redek in ga v bistvu, tako ko greste ven v naseljih, ga ni mogoče več videti, je zelo redek. Pomoči pri opazovanju bodo veseli tudi letos. Za pomoč smo pripravili tak letak s temi najpogostejšimi vrstami, ki jih lahko vidimo v naseljih. In v bistvu potem vsak napiše, katere ptice je videl, koliko vsake izmed teh vrst. In potem to zbiramo, te podatke, do konca februarja. V katerih okoljih naj opazujejo? Predvsem nas zanimajo naselja, ampak tudi recimo, če je kakšen vikend malo bolj na podeželju, tudi ni problem. Predvsem okrog hiš, v naseljih, tudi v mestnih središčih, tudi tam lahko najdemo ptice. Tako se iztekajo minute namenjene današnji oddaji. Med različnimi kinološkimi prireditvami pa vas danes vabimo na Rally Obedience z namenom. Potekal bo 2. februarja v jahalnici konjeniškega kluba Velenje. Tam bomo tudi mi. V oddaji o živalih in ljudeh pa se vidimo prihodnji teden.